En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020. Kot mi lepo to gre iz ust, četrtek 2020. In pol, ko je sreda, me čist zmede, se moram malo transformirati na sredo. Danes imamo eno čudovito temo in sicer o odgovornosti. Tisto, ki je dejansko vsi rečemo, tako zelo radi rečemo, da smo kreatorji svojega življenja, rečemo tako, ja, se zavedam, da sem odgovoren za svoje življenje, potem pa pride do tega, pa mogoče malce pozabimo, ali smo res odgovorni ali nismo odgovorni. Tako da, dragi moji, draga moja, dragi moj, to bo zdaj zate. Zdaj dejansko boste spoznali tudi to, kdaj iz tiste, ko rečemo, da smo kreatorji, pol zbežimo pa pozabimo, da smo kreatorji. Tako da najprej pa naj povem neke 3 pomembne stvari. Dober večer vsem skupaj. To bom tudi vprašala, koliko, to sem si napisala, ta prvo, da vas moram tudi vprašati, ampak pri tem bom tako povedala. Glede na to, da se mi je zdaj že kak mesec in pol, me ne morejo vsi spremljati. Ne vem, kaj se je zgodilo, nismo še dobili odgovora, so mi kanal malce zablokirali. Ne vem sploh, zakaj se gre, tudi naš Dalibor še ni dobil nobenega odgovora, kar pomeni, da me ne more videti več takšen odstotek ljudi, kot me jih je gledalo prej. To meni tudi, če kliknejo na live, vidijo, napišejo live, ampak potem ne vidijo. Tako da naslednji teden probam iz YouTube kanala. Tako pomeni, YouTube bo moj kanal, z katerega bom snemala. Veš, to je tudi moja odgovornost, se je treba naučiti nekaj novega in iz YouTubea bomo potem dali na Facebook, pa bomo videli, kaj je. Mogoče pa to tudi tako, da človek naredi korak, ker sem si že lansko leto rekla, da bom začela na YouTubeu in potem, ker Facebook mi nekako odgovarja in Facebook je ta moj kanal, ampak enako bo četrtek 2020, ki je edino, kar bo iz YouTubea, mogoče za marsikoga tudi lažje, ker mi napišejo, da jih je ful težko iskati potem po Facebooku. Evo, tako da malo veste, na YouTube grem naslednji četrtek. My God, to bo šele zanimivo. Se bom naučila do takrat. Ok, zdaj me pa resnično nekaj zanima. Res bom vesela. Glede na to, da dobivam kar veliko vaših sporočil, pa nekih vaših, komentarjev na to, pa mi tudi notri napišete, koliko od teh, ki me spremljate, ste naredili premik tudi samo preko video. Koliko je vas oseb, ki naprimer niste bili na nobeni moji delavnici, ampak ste preko video naredili neke spremembe. Naredili spremembe mogoče v hvaležnosti, naredili spremembe v tem, da ste začeli sprejemati sebe, da se več ne obsojate, da znate biti strpni, da se zavedate, da pač neki izgovori prihajajo od vas, ali pa koliko, res me zanima, res bom vesela, tako iz srca bom vesela. Nina, si napisala, da nisi naredila spremembo ali si naredila spremembo? Koliko od vas je naredilo spremembe? Če nisi, Nina, my God, pol je nujno ena delavnica z mano. Vsaj ena, Nina. To meni res, koliko od vas je naredilo samo preko videa spremembo, da opažate spremembo, tako kot pravim, hvaležnost, strpnost, sprejemanje, da se ne sodite, lastna prepričanja, pač vse, kar sodi. Nisem še naredila, v redu, ok. Vesela bom med tem časom, ko mi boste napisali vaše komentarje. To bom vesela, ker naj vam povem, da od enih, ki še v življenju nisem videla, včasih imam pa tako občutek, da smo si tako blizu, sem naredila spremembe, vendar so vzponi in padci. Absolutno, tudi o tem bomo govorili. Ne more biti samo gor. Spomnite se pri meni. Super, evo, Šiva se javlja. Gre se za to, temo je tu treba sprejeti. Samo imamo dan pa noč, pa resnico pa laž, pa pozitivnost pa negativnost. Vedno, bravo Marinka, to mi je všeč. Najprej prebrala knjigo, potem seveda cep in tako naprej. Ja, saj knjiga je osnova. Jaz pravim, tisto, že kupi knjigo, naredi nek premik. Ampak marsikdo, ki mi piše sproti, ki mi tako napiše, samo preko YouTubea preko Facebooka me spremlja, pa če dela, lahko naredi prepričanje. Zakaj? Ker danes bomo o tej temi govorili, o odgovornosti.
No, to je to, ko rečemo, sem kreator svojega življenja. Kaj pomeni sem kreator? Sem ustvarjalka svojega življenja. Ko rečem, da sem ustvarjalka, to pomeni ustvarjam. Jaz ustvarjam to življenje. Jaz ga ustvarjam in za to moje življenje sem jaz odgovorna. To pomeni, ko rečemo, sem kreator svojega življenja, je ista beseda, kot če bi rekli, seveda ni glih ista, ampak je, to pomeni druga, ampak podobna, sem odgovorna za svoje življenje. In ko mi to rečemo, sem odgovorna za svoje življenje, marsikdaj to tudi vemo. In sem prepričana, da vsi tisti, ki greste na kakšne delavnice, preberete knjigo in karkoli, ne vem tako, ste na nekem dogodku, se pogovarjate z nekom, delate na tem in vi vidite, da ste odgovorni za svoje življenje, ampak potem se vam nekaj zgodi. V službi ni okej, nekaj pade, pa se poruši. Primer, tako sem napisala, ne dobite pravega posla. Jaz bom vse prebrala, že leta delam ful lepo, so vzponi in padci, tudi to se bomo dotaknili. Vzponi in padci je prav, da so, ampak to sem zato, ker nismo v stebru, ker ne gremo v steber, ker še nismo rituala naredili. O tem danes govorim, o tem bom danes tudi povedala. In kaj se nam zgodi, to pomeni, ko, zdaj sem se čisto zmedla, kaj sem zdaj govorila. My God, zdaj mi je pa misel šla, kaj sem vmes prebrala. Brigitte napisa, sem tvoja srečka. Yes. To. In ko mi gremo na kakršnokoli predavanje, delavnico, mislim, se lahko pogledate slike, ko pridejo, ko grejo punce z mano, ali pa tudi slike, ko so samo enkrat z menoj, pa ne samo moje, ko grejo na kakršnekoli druge dogodke. Zakaj se nam to zgodi, da mi pridemo in rečemo, res sem kreator svojega življenja, od danes delam naprej. Zato, ker mi na zavednem nivoju, to pomeni v tem zavednem nivoju, mi sprejmemo to. In to se nas drži cirka, pravijo tako, največ se nas drži 21 dni. In po 21 dneh, kaj se zgodi, pademo nazaj. Pademo spet nazaj in potem se nam zgodi točno to, kar je pisala Nina, kar je pisala, mislim, da je marsikatera še druga napisala zraven, se nam zgodi, da pademo. In mi, ko pademo padec in rečemo, joj, nič ni v redu, vse je padlo, nič se ne dogaja, brez veze sem to delala, toliko sem se trudila, pa ne prije do tega. Zdaj sem pa izpotegnila ven, glih za to, se veste, da jaz najrajši rišem, pišem, list. Lepo prosim, če je le možno, si naredite ta posnetek, naredite posnetek. Čeprav to je rečemo, od 255 videov je to na kakih mojih 50 sigurno. Ta slika malo drugačna, odvisno. Včasih kjer že toliko počečkam ali pa karkoli napišem, da je več ni. To je najstarejše, to pomeni, to je od 1994 ali 95. leta, je Brian Tracy. Prvi, ki je prišel pri meni, to pomeni, to sem jaz slišala, je prišel s tem trikotnikom ven. In je zelo jasno povedal, zakaj je on se zavedal, da lahko uspe in da je lahko srečen in uspešen. Draga moja ali pa dragi moj, ki si na drugi strani, zakaj misliš, da ti ne moreš uspeti tako kot jaz? Enako lahko uspeš, lahko si še boljši. To meni čisto enako. Jaz prihajam iz tisti, ki ste brali mojo knjigo, iz skromne družine, moja mama je delala v proizvodnji, oče zidar, pokojni je bil zidar. Jaz nisem rasla v nekih, ne vem čemu, sem pa rasla v lepih vrednotah. Ampak poglejmo, če samo 7,5% je znanje, to pomeni, ki so dobili moji starši, da jaz dobim od mojih staršev, da tisti, ko so moji starši, ne vem, da so zdaj, ne vem kakršnikoli, rečemo Albert Einstein in tako naprej, ko je gor njegov stavek, da so samo 7,5% je znanje. To meni, to je tisto, kar jaz dobim, In 7,5% so spretnosti. To meni, to je spretnost. Če je moja mama odlična plesalka, 7,5% je teh spretnosti, da bom tudi jaz to imela, da bom odlična, da se bom znala lepo gibati, da bom znala vse to početi, karkoli je delala, spretnosti. In pogledamo, to je 7, zdaj gledam, to meni, a piše tlele,
7,5% imate znanje in 7,5% spretnosti. 85% je pa odnos, ki ga vi gradite. To pomeni, to so vaša pričakovanja in vaša prepričanja. To pomeni, vaša prepričanja, če vi danes, tule, ki gledate zdaj, rečete, jaz vem, da bom jaz naslednjo leto srečen, srečna, uspešna, zadovoljna, da ne bom več v vlogi žrtve. Tukaj, tako kot lele sedim, to lahko. Vendar, kako lahko? Je treba spremeniti vaše prepričanja in z nečim, kar se imenuje proces. To je to. Mi na zavedni ravni zelo rečemo, super, jaz bom srečna, vesela. Sem, če mi, ta avtopilot, ki je noter v nas, se zjutraj vstanemo, ne vem, radi gremo spit kavico, ko spijemo kavico, se oblečemo, poslušamo glasbo in kar tako damo, poslušamo radio, ker smo navajeni poslušati Val 202, ker smo navajeni poslušati, ne vem, moj radio, karkoli pač je ena. Ta avtopilot se mora spremeniti. Tu moram dodati besedo mora. Ja, zaradi tega, ker ko si ti skozi v eni te isti rutini, potem ti to eno te isto počneš. Albert Einstein, pa nisem on, jaz sem to vzela od Alberta Einsteina, v redu, naj bo njegova. 1% pravi, da je talent in 99% je hard work. Čeprav jaz bi se strinjala s tem, nimam na 1%, potem je Robin dodal, Robin je imel to 10%, Robin Sharma, Tony Robbins ima 5%, tako, Zdaj, jaz rečemo, da nisem nobene naredila analize, jaz sem samo potem vzela od nekoga, ki ga zelo dobro poznate, pa ne vem, ki ga ljudje cenijo, sem pa vzela 1% je talenta, 99% je trdega dela. To pomeni, če ti želiš narediti spremembo, je pomembno delati na tem. In kako se dela? Ok, drugi list, pa nimamo več listov, pa prijemo do tega, kaj, pa bom pa malo primeri. Kako začeti s prepričanji, da svoje prepričanja spremeniš? Najprej misli. Če so vaše misli take, da ste bili navajeni od vaših staršev, od vseh drugih poslušati, kaj se ne da, kdo je kriv, ta je tak, on je drugačen, to je del vaših možganov, to vi imate notri. Te misli je potrebno spremeniti. In začeti najprej s afirmacijami. Ali pa tako, kot bi, tako ful lepo je napisala ena draga gospodična, taka mlada punca še je, prav zanimivo. Včasih so pri mladih si bolj presenečen, kot pa pri odraslih, ampak jaz sem presrečna za vse tiste mamike, ki me gledajo, ka mamike potem pošljo svoje hčere, pa za vse tiste ta mlade, ki tudi tek in tek delajo spremembe. Tako da hvaležna za to. No, in ena mlada dama mi je napisala, ko sem dala sliko, da naj pridejo tisti, kateri zanima svete medicine, pa zakaj je tako dobra, zakaj je pomembno predpripravo, ko ljudje mislijo, da grejo na en obred in pol bo že kar drugačni. Obred je, čišče bi človek rekel, obredi, kot so obred ljubezni, ajuaska, razni obredi, to je tako, kot da bi šel, ne vem, 5 let psihoterapeutu, in tam dobiš vse v enem dnevu in pol dobiš tega, zdaj treba pa delati. Zdaj pa je treba delati, zdaj pa je treba pozitivne izjave dati. To meni prve misli, ko govorimo o mislih, je najlažje, najbolj enostavno, kar je možno. Začeti z afirmacijami, najbolj preprostimi afirmacijami. Vsi tisti, jaz glede na to, da zdaj jih imam pa že v malem prstu, se veste, je potrebno ljudi pripraviti za obrede, je potrebno vedeti, kje se ljudje zatikajo na coachingih, že točno vem, kdaj, kdo, kam je prav, da določi si neke pozitivne izjave. In te izjave so kot papiga vsak sleherni dan. Vsak sleherni dan, tako isto, kot ste delali prej. Se zbudili, kavica, Val 202, šminka, make-up, gor dol, vse tisto, kar je obleči, ne vem, na WC, toaleta, afirmacije vsak sleherni dan. Ok, ko to naredimo, najprej pozitivne misli, potem imamo nek drug ritual. Če nam ta ritual ni pomagal, zdaj ga moramo malo spremeniti. Ja, ne vem, mogoče boste pa 5 minut dihali. Pa kaj pa je tistih 5 minut dihati? No, lepo vas prosim. 5 minut dihati. Pa mi si zdaj skupaj lahko čas vzamemo pa dihamo. Sam naučimo se najprej dihati. Sliši svoj glas, znate vizualizirati. Zato naj vam ne bo škoda denarja, eno delavnico z mano, da se vsaj 3 stvari naučite.
To pomeni sprejemanja sebe, rituala, to pomeni kako znati vizualizirati in ta tretja stvar, da se naučite hvaležnosti, ker ta odpira vrata, ta tako odpira vrata. Ok? In ko naredimo ritual, kam gremo potem? Ja, definitivno se zahvalimo. Jaz, na primer, danes smo s puncami ustvarjali nujno rabimo novo spletno stran. Ker jaz vas občudujem, ljudi, kakvi mene najdete, brskam po spletni strani, gledam, kako pa ljudje vejo, kako so pa to našli, tako da delamo na novi spletni strani. In delamo in potem se zahvalim in grem in res imam čudovito, že nekaj let imam Igor naredil mi bazen, meni, ker se večinoma jaz kopam, zdaj se še otroci več ne kopajo. In plavam in vsakič, ko plavam, mi tako solze zraven tečejo in rečem, hvaležna za kaj takega, kaj tako čudovito, ker jaz sem človek, vode, jaz bi lahko plavala skozi, no, to je moj najljubši šport, tako da tisti, ki seveda ne tam na 20 stopinjah, pri meni mora biti toplo, da mi je fajn. No, kakorkoli, hvaležnost, kako s hvaležnostjo pokličemo noter v svoje življenje nekaj novega. No in potem začnemo z ustvarjalnostjo in to bom zdaj opisala. Kar konkretne primere bom vzela, da boste razumeli, kako se tole spremeni. V redu? Da malo pridemo do tega. Pa sem si malo napisala primere, da ne bom vam zašla. Ja, kaj čez 2 minuti bi bilo fajn, da končam. Ok. Nekaj primerov. Pa dajmo začeti z enim primerom, ki je meni blizu, ko sem včasih jaz bila ta v službi. Nimam pravih ljudi. Nisem obdana s pravimi ljudmi. Pravi ne znajo. Ko mi rečemo, nimamo pravih ljudi, o čem govorimo? O sebi. Jaz nisem prava. Ampak jaz sem upala priznati. Upam priznati, to pa jaz ne znam. Ampak kakorkoli. Poskušajmo ne iskati krivcev do zunaj, ampak poglejmo noter vase. Ok, in ko gremo, nimam pravih ljudi, gremo dol. Evo, gremo v temo in gremo v padec. Namesto da začnemo iskati, kaj lahko naredimo, kako bi lahko to naredila, kako ji lahko pomagam, kje jaz potrebujem pomoč. In vedno izhajamo iz tega, kako sem jaz to včasih počela, sem pa rekla, nujno potrebujejo taka izobraževanja, ker tega ne znajo. Poslušajte vstavke. Nujno potrebujejo taka izobraževanja, ker oni tega ne znajo. In potem se jim to zgodi, da ne, oni morajo to, ne jaz. Kaj delam iz tega? Jaz spet iščem, dajte mi pomagati, dajte vi vsi nekaj narediti, zato da bom jaz lahko srečna. Dragi moji, vedno se začne vse od nas. To pomeni, če rečem, nimam pravih ljudi, je del se začel pri meni. Kar pomeni, soodgovorna sem za to, da nimam pravih ljudi. Ali nisem dala jasnih pričakovanj. Ali, na primer, nekaj pričakujem od njih, kar sama ne morem uresničiti. To pomeni, da zdaj rečem, pejte mi prodati tale organko in pol v resnici, ga jaz ne morem prodati. No, to vam naj ne povem, to sem bila prva, ko sem šla organke prodajati. Gospa z Biokanto. Potem, vse karkoli se vedno začne pri vas in vedno ste soodgovorni za to, da dva ne uspeta. In ko začutite, da pa res ne gre, da pa se črpate, pa da ne gre, je pa prav, da se osvobodite. Osvobodite se pa na način, ko najprej najdete vse izvore v vas notri. Ok, da rečemo zdaj to, nimam pravih ljudi. Sej to bi zdaj lahko 2 uri govorila, ker je toliko veliko kejsov, ker sem si napisala za ljudi, napisala sem si za partnera, napisala sem si za otroka, nisem si napisala. Ampak mogoče bomo samo enega oddelali, pa tega oddelali na prav način. Ko rečemo, nimamo pravih ljudi, rečem, kaj se mi je zgodilo, da ni oseba ta prava? Ok, super, v redu, dajmo pogledati, kje sem ga zeznala. Mogoče nisem uskladila pričakovanja. Ta oseba sploh ve, kaj se od nje pričakujem. Ok, v redu, zato jo imam. Dajmo, da bom razčistila, če ona ve, kaj od nje pričakujem. Da mi ona to pove, ja, jaz to vem. Potem pogledam, a imam jaz to dodano vrednost, da je lahko pomagam pri tem, da bo tudi ona imela dodano vrednost. Vedno izhajate iz sebe. Kaj lahko doprinesem k temu, da smo lahko boljša?
Ne, da izhajam, aha, v redu, to ne gre, drugi imajo, se oziram na okolico, aha, primer, kako se lahko potem zgodi. Aha, mogoče jo pa vleče tam, zaradi tega, ker je, to so tipični izgovori. Tu iščem izgovore, zato da ne pridem do svojega izvora, da ne najdem svoj izvor in začnem iskati, aha, ja, mogoče so pa tam bolj simpatični, ja, mogoče so pa tam bolj novi, mogoče pa tam višja plača, mogoče pa tam boljši tim in tako naprej. To meni, ko mi začnemo iskati ven, kaj mi delamo s tem, niti nismo prišli na svoj izvor. In kaj se nam bo zgodilo? Tudi, če niso ti ta pravi ljudje, bojo ti ljudje odšli, bojo prišli novi in ponovi vajo. In ponovi, s tem, da so zdaj ti ta novi, kateri so prišli, ja, ne bom rekla zdaj malo slabši, ampak še malo manj znajo kot prej, zato kot to je zdaj tvoja malo večja preizkušnja. No, in če zdaj se vrnem nazaj, če zdaj pogledam, jaz sem prepričana, da v Skazi je bilo noro veliko dobrih ljudi, ampak takrat so vzorci tako močni bili, da mogoče moj ego, od njih ego ni dal, da lahko se alajnemo skupaj in da rečemo, jaz sem soodgovorna in ti si soodgovoren. In začnemo iskati rane in gremo v temo in iz teme potem posvetimo gor. To pomeni, se spomnim leta 2008, pa pol veste, da je bil 2014, je bil premik pa kakorkoli. Vsi so mi vedno govorili, le kaj se dogaja, le kako podjetja padajo. No, tudi vi lahko zaznavate, kaj vas vleče. Jaz nikoli nisem videla, kako podjetja padajo. Jaz sem vedno brala tista podjetja, ki rastejo in me je samo to zanimalo. Tam, ko je bilo napisano, kaj se bo zgodilo gor dol, to sem ga pustila. To se bo tek in tek zgodilo, to me sploh ne zanima. Jaz hočem videti priložnosti, katere so. In hvala Bogu, res hvala Bogu temu vesolju, da sem vedno usmerjena gor. Ko pride do izvora, čeprav nisem bila taka, podpišem, sigurno nisem bila. Ker pač tudi so moje misli bile takšne, dokler jaz nisem rekla, ok, zdaj pa dost, zdaj pa se zavedam, da sem soodgovorna za to. Ok, če vidite, da ste naredili čisto vse, kar je možno, nekdo, dajmo še to se dotakniti, nekdo vam gre na živce, ta oseba vam gre na živce. Zakaj vam gre na živce? Ker imate isti issue, ona ima isti izziv, kot ga imate vi. S tisto osebo, ko bežite stran od nje, bežite stran od nje, pomeni, da vi nočete svojega izziva sprejeti, tako kot ga ona ne želi. In potem pač rečemo, da so to nepravi šefi ali pa nepravi sodelavci, samo zato, ker nočemo pogledati noter v svojo bolečino in reči, oh my god, pa se to je moj izziv. Naj vam povem, kako drugače jaz na tak način. Kaj jaz naredim v tem primeru. Zelo rada, tista oseba, ki me moti, ful rada sem s tisto osebo. Prav opazujem, spremljam, gledam. Tako gledam, zakaj? Ker iz tega, ko gledam to osebo, tudi gledam, kaj mene konkretno moti na meni. Ker oseba, katera je nevtralna, vse imate ok, ne vem, ni nekaj posebnega, ni tako, je vse ok. Nimate kaj razreševati. S tisto, ko ste srečni, zadovoljni, tisto, tako veste, da ste srečni, ker imate podobne vzorce in se oba znata zabavati, oba veseliti, karkoli, enake vrednote. S tista osebo, ki vas pa nekaj moti, je pa samo pomembno, da najdete izvor vaše bolečine. V primeru, da ste vse naredili pri sebi, v redu je, videl sem, da nisem znal pravilno določiti pričakovanja, vidim, da mogoče rabi mojo pomoč, kar pomeni, jaz se tudi ne znam, bomo skupaj poiskali pomoč, kako lahko, ampak bom priznal, da jaz tudi tega ne znam. Priznal bom, povedal bom, da imam rano in da jaz tudi to rabim pomoč. Ker pa bo prišel učitelj potem pride. Ne bom se izgovarjal na druge, ker drugi sploh niso krivi za to, kar se mi dogaja. In ko to razdelaš, takrat rečeš, ok, zdaj sem naredil vse, kar sem zmogel, in potem, dragi moji, samo se osvobodite. In rečete, lej, če pa je prav, pa naj oseba gre. Naj oseba gre in spustite osebo. Takrat se osvobodite. In to je isto za partnerstvo. Ko mi nekdo reče, moj partner ne dela spremembe na sebi, ne sliši me, ni mi podpora, posmehuje se mi, ne vem karkoli. Naredite isto kot v službi. Nič ni drugače.
Nekomu je več v službi, nekdo ima več doma. Jaz vem, da sem imela vzorec, bolj mi je v službi tako, moj mož je tu manjkalo mi je te podpore, in potem sem to pač bolj imela v službi, več te podpore. Ampak pol, ko je pa tle prišlo, zdaj imam pa tle in tam, zdaj imam pa tako, kot se spodobi. No in poglejte tako, če je, nikoli ne gremo obsojati druge. Veste, kako pravijo, ne obsojaj druge, da ne boš ti sojen. Ne sodi, vedno tako naredi, cp, dili. Ok. Potem druga zadeva, katera je, v redu, ne sodiš, rečeš ne more, a mu lahko kako pomagam. Mogoče mu ne morem nič pomagati, naj mu z zgledom pomagam. Kadarkoli, ženske imamo ta izziv, ko ne sprejmemo odgovornost, da ko moški nekaj mogoče karkoli napade, če smo v ženski vlogi, ne gremo mi v napad, ne gremo v borbo. Kam gremo mi? Mi pokažemo našo ranljivost, pokažemo žensko stran, da nas je zabolelo, zato da ne gre noter v to. To meni, da pokažemo, kdo smo, da smo sočutne, kajti mi dajemo življenje in mi gradimo odnos. Nikoli ne gremo v borbo nazaj. In potem, ko vse naredite, to pomeni, naredite to, poskušate ono, čutite, da nimate več poniževanja, da vas nič kaj več ne duši, da ni nekih zamer, potem pa samo spustite. In vam garantiram, ko se osvobodite, lahko, da boste dobili 3-krat, 10-krat večje darilo, kot ste ga kadarkoli imeli. Zakaj pa se ne osvobodimo? Zaradi tega, ker to ne pritiče nam. Bom dala primer. Jaz se pa ja ne morem ločiti. Jaz pa ja ne morem zamenjati službo. Jaz pa ja ne morem povedati, da ničesa ne znam. In to so vse vaši vzorci, to so vse vaše blokade, da vi ne naredite nekega premika. Kako boste naredili premik, če skozi ste v istem vzorcu, da tega ne poveste, da ne upate tega izdati, ker vi ste najlepši, najboljši, vam se to ne more zgoditi. Mislim, vse iz te vzorce vse poznam, ker taka sem bila tudi jaz, dokler pač nisem rekla, le v redu je, jaz sem točno taka, In vam danes tudi to kažem, da sem imela veliko bolečin, tudi bila kdaj v vlogi žrtve, ampak zdaj, ko se znajdem, grem ven. Vloga žrtve je tista najbolj strupena vloga, ko človek ne naredi koraka naprej, ker je skosno v tej podgani dirki. Ko začutite, da ste bogi, da vam kdo reče, da o Boga ti, my God, naj se vsi alarmi pržgejo, levi, desni, sprednji, zadnji, ne vem, katerikoli, jaz nisem Boga. Jaz vem, da sem odgovorna za svoje življenje. Moje življenje lahko spremenim, če ga želim. Sami veste, da so ljudje pozdravili raka, da so pozdravili ne vem kakršnekoli bolezni. Sami poznate ljudi, ki so invalidi in so danes noro uspešni. To meni glih zaradi tega, ker so rekli, jaz ne želim, da me kdo pomiluje. Želim, da me vidi, da sem zmagovalec in da zmorem. Naredite tudi vi tako. Zato temu se reče, da ste odgovorni za svoje življenje. Ok, tako da, to sem vam dala en primer, seveda bi vam lahko še karkoli drugega povedala. Tako da, dokler ne boste verjeli vase, kako pa verjamete vase? Ja, tako, da spreminjate svoja prepričanja. Če vam je nekdo rekel, meni je moj oče rekel, ne vem, pred leti, oče, danes te mislim, noro sem mu hvaležna, ampak to vam dajem kot v kontekstu, da razumete to zgodbo. Meni je ati rekel, veš, da boš ti, ne vem, direktor, ali pa veš, da boš ti to, pa to, pa to. In potem sem bila, zato ker sem hotela dokazati, ampak takrat me je ego peljal naprej. Lahko bi šla pa v vlogo žrtve, lahko bi pa jokala, jaz sem imam očeta, sem mi nič ni dal, jaz pač mene ne boste slišali teh stavkov, ker sem sama vedela, da ne želim biti taka kot oni. Zdaj pač vem, da imam vzorce, imam podobne, mislim vzorce, vrednote imam podobne, vzorce sem tudi dobila, ampak jih sproti ozaveščam in odstranjujem. Koliko sem hotela vse v en dah povedati. Odgovornost se gradi. Odgovornost se gradi skozi proces. Če ste 40 let živeli v vlogi žrtve, ne pričakujte, da boste v roku pol leta postali zmagovalci. Lahko pa se z dneva v dan spomnite, da boste zmagovalci. Tudi ko padete, rečete, sem padel, to je samo preizkušnja, da vem, kakšen sem bil prej, grem naprej. Ko srečate osebo, ko je v vlogi žrtve, ne bežite od te osebe, samo rečete, oh my God, koliko sem naredil na sebi, koliko sem naredila na sebi, ko pogledate to osebo,
ker k vam pridejo ljudje takšni, kot ste bili vi v prejšnjih letih, tako da to sprejmite. Ok, jasno, da vidimo, kako, vedno izhajate, da iščite, prosim, priložnosti, ne iskati krivcev, ne iti dol, ne iti v domneve, pojdite gor. Vzponi in padci so zaradi tega, ker nimamo usklajenih prepričanj. Prepričani so pa, da imamo dnevni ritual. Moj ritual je vsak sleherni dan enak. To je moj avtopilot. Prej je bil drugačen. Prej, ko sem se zbudila, sem šla brati finance, oh my god, sem šla prebrati Delo, sem šla potem poslušati glasbo. Zdaj je pa moj dan drugačen. Jaz se zjutraj zbudim, sem še noter nekaj časa v posteli, zadiham, to pomeni, da se povežem sama s seboj, da začutim svoje dihanje, aha, sem tukaj in zdaj, potem ponovim tako, cp, hvaležnosti, tap, to mi kar popadajo ven, potem grem meditirati. Meditacija je odvisno, kako so. Jaz ne delam več nič na glasbo, moje meditacije so povezane izključno z mojimi mislimi, da jih ni. In potem si vizualiziram, ko sem čisto noter v sproščenem stanju. Pred nekaj leti jaz to sploh ne bi mogla početi. Danes ne morem brez tega, ker je to moj steber. Potem grem na hrib, po hribu imam afirmacije, to pomeni, pišem si moje cilje, potem in to je moj ritual. In ta ritual je do 9 zapisan. Zapisan, ampak to je vsak sleherni dan. Vsak sleherni dan pišem v zvezek. Vsak sleherni dan napišem v zvezek, katere so moje, ne vem, hvaležnosti ali pa moje cilji jih napišem. Vsak sleherni dan pogledam moje afirmacije oziroma tisto, kar mi pripada, kaj je moja namera. Jaz nimam samo teh, imam še kakšne druge in tako naprej. To je moj vsak dan, moj avtopilot. To je tako enostavno in to čisto vsak si lahko privošči. Od 24 ur lahko imate, ne vem, 30 minut za to, pa vam je dovolj. 30 minut, dihalne vaje, hvaležnost, afirmacije, malo vadbe in potem na koncu še cilje določite, hvaležnost in that's it, in je to. In vmes še poslušate kak Ikaro, zdravilno glasbo in ste v svojem stebru. V 30 minutah. Se ne znam povedati krajšega, kvečemo 40 minut. Dragi moji, vesela bom prebrala potem, ali ste naredili kako spremembo. Hotela sem prebrati nekaj, naj še preberem. Od ene drage dame, ki je, jaz sem prepričana, ona je iz videa se naučila, zdaj boste slišali, kaj se je iz videa naučila, ker bom prebrala, zdaj več pač ne moram več brez očal, zdaj letnica me že tudi malo daje, tako da že malo tudi ne vidim, vam bom prebrala, kaj mi je napisala draga dama. Včeraj sem dobila njeno sporočilo. To pomeni, sem odgovorna za svoje življenje. Evo, na hitro. Draga Tanja, odkar te spremljam in berem tvojo knjigo, vedno bolj vem, kaj si želim. Ko ti to piše, mi srce razbija 100 na uro. V grlu imam cmok in v trebuhu me zvija. Ker dolgo odlašam, ali naj ti pišem ali ne. Resnično si želim in iz srca želim zaposliti v vašem podjetju. V vašem podjetju Skaza. Biti del vašega tima, ker imate vrednote, kot jih imam sama. Sicer sem zaposlena in sem tukaj fizično, ampak z mislimi sem pa v Skazi. Nikoli v življenju mi ni bilo nič težje napisati kot to mojo veliko željo. Ampak sem uspela. Vnaprej se vam zahvaljujem za razumevanje in se opravičujem, da sem tako iskrena. Ok, kaj sem želela vam povedati s tem? Ta draga dama je to zmanifestirala. Ona je prevzela odgovornost za svoje življenje. In potem sem ji celo napisala, jaz sem ji napisala, da naj si zmanifestira, naj si določi, kdaj bo ta čas, kjer bo ona delala v uspešnem podjetju, v tem podjetju, kjer ima enake vrednote, glede na to, da mi je poslala. In sem napisala, ne vem, mogoče si napišite januar, napišite si zraven kdaj. In to so ljudje, jaz sem prepričana, da to so ljudje za Skazo. Taki, ki so podobni meni, ki skupaj rastejo, nikaj, to pomeni, to sodi v naše podjetje. Tako da, dragi moji, sprejmite odgovornost za svoje življenje,
Ko vidite svoje otroke, ko rečete, otroci vas ne ubogajo, otroci vas ne ubogajo zato, ko iščejo pozornost, ampak poglejte jih, dobro jih poglejte, ker so to vaše ogledalo. To je vaše ogledalo. Kdo ste, kaj počnete, bodite pozorni na to in boste videli. Jaz imam 2 sinova in en in drugi se čudovito pogovarjata z mano, prijeta, mi tudi preživimo cel večer. Pred 5 leti sta se zapirala v sobo, se mi je tako zdelo, da smo družina samotarska. Jaz sem skozi delala, moja 2 otroka si to zapomnite, da sem samo delala, samo delala. Moja knjiga prije 36 €. Moja knjiga 36 € s posvetilom. Če jo kupite pri meni, če pa Mladinski, pa isto 36 €. Vsi tisti, ki še ne veste, lepo vabljeni, prosila sem moje 3 šamane, da naredimo predavanje o svetih medicinah, kjer bomo tudi malo več povedali, zakaj so dobre svete medicine. Tako kot pravim, to je mogoče, jaz bi temu rekla, da je to zamenjava za psihoterapeute, pa to ni bila moja beseda, to je bila od moje prijateljice. Moja prijateljica je meni rekla, ko me je peljala, je rekla, veš, kako bi ti jaz drugače povedala, kam gremo mi na svete medicine. Svete medicine so tako. Ti lahko hodiš psihoterapeutu 1 leto, 2 leti, 3 leta, 4, 5, pa priješ na en obred in v enem obredu dobiš toliko veliko spoznanj, kot bi dobil v teh 5 letih. Poanta je pa, kako to implementiraš v svoje življenje. Da pa implementiraš, je pa potrebno delati neke postopke in iti po procesu. Tako da vse tiste, ki zanima, dobrodošli 12.10. v Ljubljani, hotel M, ob 6. uri. Nekaj mest še imamo prostih, tako da dobrodošli, imamo do 100 mest. Mislim, da jih imamo že okrog 85, to pomeni, da je še 15 odprtih. Čim prej, da boste slišali, da boste začutili to energijo, da boste tudi spoznali ljudi, ki so bili na teh obredih, kakšne so to spremembe. Jaz bom celo izvala moje 3 stranke, čudovite stranke, da malce povejo spremembo prej in po, seveda bomo mogli tudi nekaj povedati, kakšni so bili prej, ampak pomembno je ne samo iti na obred, delati na tem. To meni, to je proces, misli, tako kot sem rekla. To, ena zadeva ta, prosim, če si to zapomnite, druga pa ta. Misli, ritual, hvaležnost, ustvarjalnost. To pomeni, da ste odgovorni za svoje življenje. Želim en čudovit večer. Fejs bom vesela, če mi napišete, koliko od vas se že samo iz mojih videov veliko nauči, oziroma nauči delati spremembo na sebi. Vsi ostali pa vabljeni na tisto pač, kar imam. Nekaj imam delavnic, nekaj imam obredov in zdaj je pa predavanje. Akademija pa vsekakor, drage moje, to bom pa naredila. Naredila bom en live, kjer bom povedala, zakaj akademija. Saj akademija je isto, kot da bi človek hodil pač na 12 delavnic, ampak je pa stvar tem, da se vsake 3 tedne dela in se nekaj dodaja vse tisto, kar sem delala jaz od leta 2015 naprej. To meni, eno je premalo. Treba je delati rutino, ritual, prenesti v svoje življenje. Čau. Lepo se imejte, naslednjič sem preko YouTubea. Čau.